Mi da sva prišla včeraj po noč do otoka Niue. To je ta otok. To je ena izmed najmanjših držav na svetu. Na otoku živi 1600 prebivalcev. Sicer spadajo pod Novo Zelandijo in jih oni subvencionirajo tudi zato, da pač so na tem otoku, vsaj tako sem bral. Imajo tukaj kar neki boj, tako da se da prevezati, tudi po noč so bile osvetljene. Osvetljene so s temi traki odsevnimi, tako da se da hitro obsvetiti z svetilko. Zdaj so naj pa naročili. Ob 9:30 morajo biti tamle na obali v Customs za prijavo. Bomo videli, kaj se da zmeniti, kako nama lahko pomagajo. V glavno rabimo 150 do 200 litrov nafte, da bo lahko spet 2-3 dni motorirala do Tonge, da bo pol na boat yardu pač tole sanirali spet. Glede na to, da ni nobenega pametnega zaliva, kot vidite, tudi prepovedano sidra, drugače tle je polno koral noter. Se kar dosti zibamo, zato ni tukaj glih, da bi preživel dolgo časa, je bolje zaustaviti pa iti. Drugače pa tele boje vsako leto ven dajo za par mesecev pa potem noter, tako da so dobre, sigurne. Nič, zdaj pa na obalo. Nekih plaž ni, kot vidimo, so samo te klifi, se pravi, razjede od morske vode. To je to. Jaz sva prišla zdaj tle na ta pomost, so se privezala. Tamle plava pa ena najbolj smrtonosnih kač. Taka črna, bela je. Smo že na Filipinih pač videla. No, tole me ni glih kaj všeč. Kač že tako ne maram, ne pa še tako stropenih kot ta. Ura, moramo iti. Ja, jaz moram biti nazaj, sem pozabil telefon na jadrnici. Počakaj me. Voda pa je čista voda. Glih zdaj gledala z Nataljo. Tukaj ni nikjer na celem otoku, kjer bi imeli kakšen čoln, ki crkvujejo. Tamle imajo dvigalko, tukaj so vsi avtomobili s temi prikolicami, po mojih za vsako dajo not poven tamle z dvigalko, vse drugače ne morajo. Ker to je edini pomol, edini dostop na otok sploh tukajle. Nadževa me, da se zdaj prijaviti. Zgleda prijazen otok, to je videla zdaj pri prijavi oziroma kaj se bomo dogovorili. Medva v bistvu se ne želiva prijaviti kot prijava, da bo tukaj ostala, ampak malo samo kot emergency postanek, se pravi v sili, oziroma do 24 ur brez prijave, tako da ne vidimo zdaj. Tako da so se prijavila in odjavila že v roku 24 ur, se pravi do polnoči morava odideti. Drugače je $300 za dva, $150 posebej zaplačati. Seveda ne bova. Evo ga, Timi se pa točno tole dol vidi, da ga vidim. Še tukaj so edina jadrnica, tako da dosti jih nimajo. So povedala, da še ena jadrnica pride, so bili ful presenečeni, se pravi nimajo kaj dosti obiska. Tukaj vozijo po levi spet, tako da se mora spet malo privaditi. Največja težava je, greva kar peš do bencinske črpalke, ki je na srečo na drugi strani te vasi mesta. To je drugač mesto Alofi. Kot sem že rekel, 1600 ljudi na celem otoku živi, tako da je zelo majhen. Problem je zdaj, kako 200 litrov nafte spraviti iz mesta peš na jadrnico. Tamle tisti pomol, že z gumenjaka, ko me prideš sam dol, ne šele za vso nafto. Tako da ne vem, kako bova to zdaj cel dan hodila, pa trogala to nafto sem pa tja. Zdaj razmišljava, da bi komu tle lahko ponudila denarja, ki ima avto, če bi naj jo dvakrat zapeljal. Se pravi, ker imava v kantah za 150 litrov nafte. Drugače ne vem, kako bom. Se pravi, če gremo vsakič s kanto po iskat, je 1,5 km nekje v eno smer, pa nazaj 3 km za eno pot. V rokah lahko nesem 2 kanti, to je 40 litrov, se pravi, na cel dan hodil, na koncu zvečer, ko sem dol padem. Tako da to glih ni rešitev. Če pa ful čisto morje,
Drugače tako lep otok, zelen, drugače nizek, palme, tako lep. Tako, medla so že odjavo naredila danes. Do zadnjega litra smo natočila nafte, tako da imamo dost, po moje še kaj precej preveč, ampak raje imam preveč, ko pa da sred morja stanem. Zdaj smo pa tule pred informacijskim centrom, pa gledam, spet zdaj, ko sem se peljal, bi jih malo tole kačo spet povozil. Te so ful stropene, jih je ful veliko tukaj, tako izgleda. Drugače pa tu eden največjih koralnih grebenov, otokov, ne grebenov, otokov. Pa ful imajo teh jam, samo to bi mogla se prav potapljati, samo medva malo opremo, samo naj ostane to. Pa težko je z jadrnice dobiti, pa se tako naprej, ampak bi bilo pa zanimivo. Ampak glede na to, da smo lahko tukaj samo sem še nekaj ur danes tukaj zastonj. Ja, da gremo malo pogledati tale, kako izgleda, tale že en snorkla. Evo, timi so tamle fajn zible, tako da Natalija ni navdušena nad zibanjem, tako da bomo danes malo več tole na kopnem. Pa itak sva bila zdaj 2 tedna na morju, tako da malo dovolj tega zibanja. Malo sprehoda na škod. Je pa lepo, lepo otok, res. Sicer nimajo plaž, je vse takole kot tole, ampak je ful lepo, gleda, ful čista voda, krasno. Smo pa edino plovilo v celem otoku, v celi državi. Ahoj, ti tam gor, kopensko dekle. Ful imajo drugač tukaj jam, pa kitov, okoli in okoli. Čez blizu obale. Mogoče pa vidva še kakšnega. To je pa zame en boljših pogledov. Čudovito je. Danes si moramo malo privoščiti tlele na otoku. Malo kopnega. Zdaj bomo imela spet par dni zibanja, ropotanja na ušesih motorja, ampak ni druge. Če pa ful lepo. Jaz bi šel najraje malo snorklati, ampak je problem zdaj spet. Nimava časa. Toliko, če bi stala kakšen dan dlje. Kaj si našla? Meni? No, da vidimo. Ekstra ek, 4 novozelandske dolarje je en jajc. Smolet. Ja, zdaj iščeva že nekaj časa po toku, če bi tukaj imeli mogoče jajca. Nikjer nimajo jajc. Tukaj vidimo v tem restauraciji, da jih imajo. Zdaj jih očitno imajo sem zase, ne pa za prodajo. Tako da so še vedno brez jajc, že kakšen mesec skoraj. Ne bom ti dala roke. Tole je največji supermarket v državi, ampak ni nič noter, tako da nismo nič kaj dost. Tudi jajc nimajo, tako da evo ga, krep, rk. Tukaj lahko pa kar korale takole gledam, evo ti, koliko je vode, nič. In se sprehajaš po grebenu in gledaš korale, ribe, vmes plavajo. Super. Očitno zdaj je oseka, glede na to, da so kamni zunaj, tako da lahko komot tlele hodim. Več pa mislim, da je tle nekje dobrega pol metra plime po oseke.
Natalija še malo počiva, se sonči, malo bo sonce zašlo, najdla sva tudi tuš, seveda sva ga izkoristila, so se dobro osvežila, tudi posušila. Zdaj zdaj tam še malo raziskovati gor na info točko. Natalija bo še tukaj malo počivala, pa se bom pa počasi odpravila nazaj na Timijo. Se tam kar precej gunca. Medaj zapuščava otok Niue, državo Niue, ena najmanjših držav, kot sem že rekel. Tukaj so nam na Tourist Officeu povedali, da jih je manj kot 1500 prebivalcev. Večinoma grejo, saj kar so teh mlajših, študirati naprej na Novo Zelandijo, kjer so zelo povezani z Novo Zelandijo, kjer imajo tudi njihov sistem pa vse, tako da jih potem veliko ostane tam. Tukaj pa jih dosti subvencionirajo, zato da ostanejo vse ti, ki so. Drugače bi ta otok, po moje, se jih malo sprazni. Tako da vsi, ki tukaj delajo, so neki vladni uslužbenci raznih turističnih ofisov, customsi, ne. Imajo celo eno črpalko na celem otoku, s katero sem dobila nafto, to je super. Zdaj se pa vračava nazaj, bova še vodo naredila, gumenjak moramo dati z vode, itak pa Timi kar dosti zebla tam na odprtem naboji, in ko bo vse pripravljena, bova zapustila in odplula proti Tongi. Mava pa nekje 240-250 milj, tako da računava nekje 2 dni pa pol, da bova rabila, glede na to, da bova na motor spet nekaj v kontraveter, tako da povprečje upam, da bo 4 vozle, zato potrebujeva nekje 170 litrov nafte, ki jo sedaj imava, tako da greva pod nogo. Evo, Timi pa glih kar se ga tamle vidi, kako se ziblja, skače. Gumenjak pa tukaj dol čaka, pa tudi upam, da je v redu. Ta šef bencinske črpalke, ki nam je pokazal, je rekel, da je zdaj že super, ker so investirali v tole dvigalo, s katerim dvigujejo čovne not pa ven, tudi vidite, ni nikjer nobenega, ker nimajo kje imeti. Tukaj se pripeljejo, ga dvignejo in dajo na prikolico in odpeljejo. Edina obiskovalca po vodi sva v tej državi. Malo hecno slišati, ampak je res. Prehitevajo naju nevihte, tale bo šla zdaj mimo naju, prej je padalo. Tole mava zdaj še nafte, bo dovolj, mava še približno 80 milj na motorju, tako da bova danes sred noči pošla na otok VVU, na Jafu. Bo glih vikend, tako da ne vem, kako bo s prijavo, ali bova delala v ponedeljek. Glavno, potem moramo pa najti spet nekoga, ki nam bo pomagal tole sanirati to poškodbo. Zdaj pa že res upam, da je konc. Da se že ne vem, če se lahko sploh še kaj naredi, kar se še nama ni. Imava 2 koluta za loviti, oba sta prazna, na obeh je utrnjalo vabo. Se pravi, da ujameva precej velike ribe, ker nazadnje sva na isto to vabo ujela mahi-mahija. Pa ni bilo težav, ni neka velika riba, mislim, težka, mora to zdržati še parkrat večjo ribo, se pravi, mora biti res velike ribe tukaj. Tukaj so pogovorili z drugimi temi jedravci, je pa isto, prevelike ribe ujamejo, zato prevelike ribe so, da bi jih mi s takimi metodami ven dober.
Danes je nedelja, privezani smo na carinski pomol, tako da moram počakati do jutri zjutraj, da naredijo najprej check-in. Tamle imajo boje, tukaj je trajekt voz. Delala sva vodo, ker sva bila že brez, tako da malo zdaj se pa lotil tega rigginga, tako da sem zajle stran dal. Nosilc sem odšraufal. Zdaj moram tole še narezen dobiti, ki je vse povilo. Potem pa treba tolele vse zadelati. Nazaj, nove luknje 4, spodaj nov nosilc, pa se šraufati. Bolj me skrbi ta rob, ki ga je potegnilo gor. Tako da zdaj imam eno idejo, da bi tukaj ene daljšo cev dal, zarežen za tale profil, nataknem, potem pa za vzvodom navzdolj povijem malo nazaj ta rob. Tukaj se sicer nič ne vidi, kaj je narobe, ampak kot spodaj je takole 2-3 centi zja, kjer je zvid. Mogoče se bo takole kaj videlo, ne vem. V glavno, zdaj treba to popraviti, potem pa bova nadaljevala naprej na Fidži. Kakšen teden bova tukaj, upam, da bova tole najdla nekoga, ki spet dobro vari, da nama tole uredi. Potem pa kakšen dan še ostaneva tukaj, potem bova šla pa verjetno kar čim prej na Fidži. Midva imava spet kot bi pala atomska bomba, ampak dobro, to je zato, ker mora, to je bilo zdaj vse mokro, slano, ker je tukaj voda natekla. Tle je bilo vse umazano, te vode. Natalija zdaj to vse skupaj pomila. Tam noter malo še razcefran špinaker. V bistvu se je kar pride zraven, sploh nisem vedel. Tle dejansko je bil en pokrov za pečico in sem ga stran dal, tako da se tukaj noter vsaj z roko pride, tle od zadaj noter. Tako da mislim, da ne bo večjih težav dati nazaj nosilc. Zdaj treba pač tole luknjo, tole vse zadelati, nov nosilc sestaviti, pa bo v redu, vsaj upam. S Kirojem sem šel na Boatyard, zdaj pa plujeva tja na eno od boj, kjer bodo jutri zjutraj prišli pogledati, kako izgleda tale najina poškodba. Lahko zrihtajo tukaj vse, edino zdaj težava, take vari nima takšnega svedra, da bi 15 luknjo zavrtal v inox. Zdaj ne vem, kje bom sveder najdel, oziroma je rekel, da treba kakšen teden, 2 počakati, da jih dobi nazaj, očitno jih nekomu posodil. Zdaj ne vem, če tu na Tongi je edini, ki ima 15 sveder, pa ne vem, kako kaj drugega delajo tukaj. Glavno bom probal sam najde ta sveder, kje če se ga da kupiti, ali pa kaj zvrtamo te 4 luknje prej. So ful prijazni. Zdaj, ko sem šel s Kirojem, je bilo polno prašičev, velikih, majhnih, ful jih imajo, več kot psov. Ko se prosto sprehajajo, niso nič zaprti, ne vem, kako to funkcionira tukaj. Glavno mesto je tako majhno, nič posebenega, sva pa dobila jajca končno, kruh, sicer sva spet fajn plačala, očitno ne vem, ali se je vse tukaj podražilo tudi na teh destinacijah, kjer naj bi bile poceni ali kaj. Se pravi, zapuščava zdaj ta custom dock, tamnele. Ne greva tja, ko so ostali na bojah, tako ker da najprej zdaj vidimo, kdaj bomo sploh popravljali to. Ampak najbolj pomembno je trenutno, da lahko popravimo in potem nadaljujemo najino pot proti Fidžiju. Danes je pa zelo lepo jutro, evo ti bonaca, edino kar je toka tukaj, tako da krasno je. Sliši se samo ptiče, voda mirna, tlele globina 14 metrov, ampak se lepo vidi dno, tako da krasno je. Danes imam pa to čas, da nisem jaz kapitan. Sicer pa se ona tudi skiperka, se ima izpit, pa naj voz. Tako da ona voz zdaj nazaj,
Gremo iz Boatyarda nazaj na sidrišče, v bistvu na mooring. Tukaj imamo še enega prijatelja iz Avstralije, ki je tudi z jadrnico, s katerim smo tudi pluli skupaj. Je prišel do naju s kolesom, zdaj gremo pa kar naložila kolo v gumenjak, pa gremo skupaj nazaj. Na mooring zraven njega smo se odločili, pogovorili v Boatyardu. Zdaj tle nam bodo zavarili pač ta nov nosilc. Jaz pa Greg se bova pa same dva lotila tega popravila, on je že nekaj delal, tako da že zna. Tle nam bodo material pripravili, kar rabova, tako da bo itak nimajo časa oni delati, vsaj par tednov ne. Tako da bova sama dva popravila zdaj to plastiko, se pravi gel coat pa vse. Ne bo ne vem kako lepo, ampak to bo lahko potem še dalo na Fidžiju popraviti ali pa potem, ko se vrnejo domov. Važno zdaj, da ne bo puščala voda, pa da bo varno, da bo držalo, to je zdaj najbolj pomembno.